No, dragi gledalci, poslušalci, to je oder, na katerem bova predstavila Mija novo plato Šah-mat. Lahko pogledate prostor, lahko se veliko pride, zelo veliko. A ja, te stole bomo odmaknili, kavče bomo pustili ali pa jih bomo dali kar sem gor na oder, če se bomo smatrali. Če kdo ne bo vedel, kako prije do sem, bomo kakšen zemljevid naredili, ni panike. Laga roka te z nami na stage, ni panike. To pa backstage tukaj, zelo velik. Ker imamo dosti gostov na albumu, pa treba zagotoviti. A je backstage odprt? Ne, ni, so not zvezde. Ni, zaprt je. Gremo probat z druge strani. Gledalci, sledite mi. Pa veš, ona se mi. Pa, ko trga na une, kaj MTV kripok. Le. No, da vidite, kako se to malo. Malo polo v backstageu, tle sedimo tako. Sam tle bo malo bolj megleno, malo bolj pijano, tako. Fino. Lepo. Če res oboževalci prijeti, treba ta velika vrata. Da se je odprt. Je se odprt, vidiš. No, v glavnem, nam zdaj vse pokazali. V bistvu smo že vse pokazali. Nismo vse pokazali. A ja, še ne? Ne. Ja, nismo pokazali še talenta, to je pa prišlo 22. gledati, tako da 22. se splača prijeti. Sploh ne vem, a bi hodil po tej preprogi, ki tako lepo vse presesan. Ne, samo, pride sem. Glejte, sam na hiter. Ja? To je glavna cesta, ki se voziš, ne? Ja. Celovška. A lahko hodeš isto? Celovška, tle je Šentvid. Vozi se naprej, ne so Dravlje, ne, recimo, tle je Šentvid. Ko se vozi samo naravnost, ko priješ v Medvode, je tle Petrol, potem je naslednje križišče, zaviješ škole, pa tako, in tle si Pribiljarenci. Tak je plan. V bistvu tiska pa ne bo vedel, pa ne na najdi.si vtipka MC jedro, ali pa ne vem, ta naslov, ki sem ga pustil na Facebooku, tako da itak, koliko je že kle naslov? Cesta ob Sori 7, meni se zdi. Ja, Cesta ob Sori 7, meni se zdi, da je, ne me držati za besedo, ne vem, ampak Cesta ob Sori 7, meni se zdi, da je in vtipkite to. Ej, koliko je kle naslov? Cesta ob Sori 7, a ne? Kaj? 13. Cesta, ne, a ja, Cesta ob Sori 13 je, 13, tako. Pa dej ti prvi, dej ti prvi. Zdaj, skromnost, to je tako relativno, ne, glede na, za katero stvar si skromen, ne, ti zdaj govoriš o repu, ne, zdaj skromen, glede, jaz hočem se pokazati folku, hočem da slišal moj rep, moj material, kaj vam za pokazati, ne. In tle tudi nimaš kaj biti vzvišena, ne. Glede teh benflov v spotu, to je bolj prispodoba, da naredimo spot, ker spet se lepše videti benfl, kaj pa da bi se v fičoto vozil, ne. Tako da naredimo spot v sklopu ene zabave, enega piknika smo naredili in tudi to smo dali noter v spotu, ne. Lepše tudi to gledati. A ja, jaz odgovarjam na isto vprašanje, ne. Ja, gledaš, kakšna je scena. Tako, prej smo bili skromni, res je, da smo se čez čas spremenili, ampak ne na slabš. Kaj, zdaj se v bistvu, kako bi rekel, nadgradili smo se v repu in isto tako, kakor si sam povedal, sva ratala odločna. Točno veva, kva hočeva in v bistvu ta BMW v spotu ni bilo zato, da se mi neki fauliramo ali pa kažemo, koliko imamo keša, ampak dejansko prijatelj mi je ponudil, a bi za video spot vzel benfla, zakva ne? Zakva ga ne bi vzel? Pa se furil z avtom za 100 000 evrov, če se lahko. Drugače se jaz ne furam z avtom za 100 000 evrov, nimam še avta, furam se z avtobusom, furam se s kolesom, ni me sram povedati in upam, da bom enkrat si kupil tega BMW-ja, drugače pa vzeli smo ga in furali smo ta BMW v spotu in prav lepo smo se imeli, prav lušten je bilo. Pa ne samo zaradi BMW-ja, ampak zaradi folka tudi, ki je bil okrog. Tako nekako. A grem jaz prvi, a boš ti? Kar začne zdaj ti pa. Aha, v privatnem življenju se je veliko tega zgodilo, tako da tudi ne vem, kje bi začel, kva da ti povem. V glavnem, glede muzike se bom bolj držal, glede muzike, ja, vmes smo bili pridni, naredili smo material, imamo še pripravljenega materiala še za naprej, tako da v bistvu v glasbenem smislu sva se zdaj bolj posvetila plati. Valjda, vmes smo tudi organizirali par koncertov, Overdose, Zlatan Čordić, mi smo bili 28.1. v Orto baru,
Tisti, ki je bil, ve, kako je bilo, drugače pa itak linki na YouTubeu, naj si napišejo, naj pogledajo. Tako da pol smo še imeli v Izbruhu, v Kranju, zdaj bomo imeli predstavitev Klala gor, tako da zdaj se bo bolj v te nastope vrgla. Tako nekako. Pa je bilo med platami, a ne? Privat življenje, ja, bilo kar dosti razgiban, veliko stvari se spremenili, pa niti ne toliko zaradi samega repa, ne? Ker, če pogledam, jaz sem star 23 let, prva plata se je delala, kaj ne, 3-4 leta nazaj, a ne? Se pravi, da tudi pač človek z leti tudi malo v glavi dobi, a ne, se malo spremeni, se malo umiri. Tako da tudi v privatnem življenju se je dosti spremenil, pa glede repa so pa med temi dvema platama še izpopolnila svoj stil. Sva začela boljše tekste pisati, boljši flow, več vesta si nabrala. Tudi pri prvi plati sem se bolj učila glede tega vse skupaj, zdaj pa drugi plati delava vse sama, recimo nimava založbe, nimava PR-ov, vse mora sama delati, a ne. Tako je, sami smo reperji, sami sebi smo menedžerji, sami sebi smo PR-ovci, sami sebi smo vse in to zahteva določeno količino časa, a čas pa zahteva kvaliteto, tako nekako gre. Vse skupaj je tako povezan, da se trudimo, ustvarjamo, furamo. Ja, v bistvu scena se je dosti spremenila, zdaj pred kratkim je prišel Iltep ven, momci svaka čast, zadeva se ful hudo sliši, res čestitam, plata je street shit, dobrega poka iz zvočnikov, tako da res je kle še dosti drugih izdelkov, dosti drugih komadov, zdaj ne bi vseh naštevil, ampak glasbena scena se je dejansko razvila, več je poslušalcev, še več je izvajalcev in dobro se sliši, dobro se razvija, všeč mi je, kako se razvija v bistvu. Kva se je spremenil? Kot prvo se je spremenil moj pogled na celotno hip-hop sceno, to se je spremenil. Ker sva naredila na potezi, ko sva izdala, sva določeno pozornost pritegnila določenega folka in je pol šlo pač na gora, ne. In potem, ko stopaš direkt pač med ves ta folk, med vse te producente, ne vem, bolj resno jemljamo vse skupaj, no. Se strinjam. Ne še, ne, le jaz sem posnel 3 komade za kompilacijo, ki bo izdala Drala Records. Tam imam komad z Nipketom, z Bosancom, imam en komad z Radičem, pa imam komad solo gor. To bo še ven prišlo, ne. Pa tudi naprej mislim delati, ampak to je tako je naletela, ne. V bistvu sem izdal 4 komade, ampak Dejan je bil isto vmes priden, tako da v bistvu smo kar produktivni, non-stop nekaj pišemo. No, še pač ni ven prišlo, ne. Imamo še materiala na zalogi, vse boste slišali, vse še pride ven, vse ob svojem času. Ja. No, lej, tako ti je povedal. Pri prvi plati bom tako, ker priznal sem bila dosti neizkušena. Jaz sem pač mislila, da je dovolj sam dober rap, ampak to je v ozadju še veliko stvari, veze, pa ne vem koliko vsega rihtanja, PR, menedžer, ne vem kva vse. Pa tudi nisem imela toliko vez, poznanstv, pa zdaj sem začela izkoriščati internet, ker več ali manj hip-hop, kar se dogaja na internetu, pa na kakšnih prireditvah in to pač izkoriščava za promocijo. Ker prek interneta za zdaj je najboljša promocija in najbolj se da promovirati zadevo. Jaz se strinjam, totalno.